Moje ime je Okano Učenje, prihajam iz Zveze Sonček, sem družil na Cerebralno paradizo. Sem bil poklican, ker sem v bistvu v svojem življenju šel skozi različne oblike institucionalnega varstva in prišel do danes na v bistvu do svojega stanovanja prek Instituta javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana. Na Zvezi Sonček so menili, da bi moje izkušnje tukaj prišle še kako prav, pa gremo, da ne bomo se preveč v bistvu tukaj ubadali. Moje obdobje otroštva se začne s strani Komisije za takratne šolske družbene dejavnosti Socialistične republike Slovenije. Bil sem poslan v bolnišnico za predšolsko mladino v Staro Goro. Kar nekaj kolegov tukaj, ki so, in te še posebej pozdravljam kolegi invalide oziroma kolegi uporabnikov, ki so šli skozi ta proces in imajo podobne izkušnje kot jih imam jaz. 1984 leta sem bil poslan v takratni zavod za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka Vipava. Danes je v bistvu to Sirius Vipava, eden od dveh Siriusov, v prilagojen program osnovne šole. Se pravi, da si tehnično to predstavljamo, 8 njihovih let je pomenilo približno 4 leta navadne oziroma osnovne šole, ki jo upravlja vsak večina smrtnikov v Republiki Sloveniji. Leta 1993 sem zapustil zavod v Vipavi, se pravi, tam sem bil polnih 9 let in sem začel s izobraževanjem v ZU in Kamnik, ker jaz uporabljam nalaž stare kratice, ker to da včasih to ni bil Sirius Kamnik, se pravi, tam sem nadaljeval na rednem programu osnovne šole in pa na rednem gimnazijskem programu v polni integraciji. 2005 sem se odločil za nadaljevanje študija na fakulteti za upravo in 2013 sem se pač zaposlil preko Instituta javnih del na Zvezi Sonček z neumnostjo, ki jo je naredila država s spremembo zakona o urejanju trga del, ki jo je naredila in je bilo onemogočeno podaljšanje pravzaprav javnih del in jaz mislim, komu je to pasalo, da je kar nekaj invalidov na ta način se deinstitucionaliziralo, tudi ne vem. Potem v bistvu bomo pogledali še na hitrco pridobljeni statusi skozi obdobja. 1984 sem dobil statusa osnovnošolca na pravovajenem programu, 1993 status osnovnošolca na rednem programu s pravovajenim izvajanjem, zaradi tega, ker je to ZU in Kamnik takrat počel. To je pomenilo, da pravzaprav je imel nekaj manj učencev v razredu in je bilo nekaj več pomoči, bil je pa enakovreden izobraženi standard. 1998 sem dobil status srednješolca na šolskem centru Rudolfa Majstra v Kamniku smer gimnazija, kjer sem bil v redni pol integraciji brez posebnih prilagoditev, se pravi, tehnično je to pomenilo, da sem lahko iz zavoda v zavod sem odhajal jesti, spati pa na terapije. V drugem delu, ki je pa bolj integrativen, sem pa hodil na normalen, dajmo reči normalen program na rednicah, ne. Leta 2002 sem se upisal na Zavod Republike Slovenije za stanovanje in sem pridobil v bistvu status po ZUZI-ju, ker pa v bistvu ni bilo nobene take redne zaposlitve, sem potem 2004 zaprosil za status po zakonu o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb. Kljub temu sem pa obdržal status študenta, hvala Bogu, nikogar na univerzi ni brigalo, jaz lahko delam ali ne. V bistvu je bila pomembna, tisto, kar je bilo pomembno, je bila inteligenca, ne pa v bistvu zmožnost za delo, kar univerza na zadnje tudi da. Tam sem dobil pridobitev pravice do nadomestila za invalidnost in to brez dodatka za pomoč in postrežbo. Takrat v bistvu je bilo zelo, v bistvu je to zadostovalo za neko štipendijo, če je, ne. Zdaj, potem z LGBTPO prednosti so, da država, ki uredi zdravstveno zavarovanje in omogoči pravico do vključitev do institucijo, katero jaz nisem nikakor želel. Jaz sem ta status vzel, ker drugega ni bilo. Bil sem star, ker sem bil študent, sem bil star 26 let, se pravi, odpadil vse razne štipendije in podobno in je rekla moja socialna delavka, pa dej vzemi ta status, pošljem vstaj nekaj denarja. V bistvu slabosti tega je pa, da je transfer premajhen za dostojno življenje človeka, znaša 288 evrov na osebo in zaprte so ti vse možnosti za kakršnokoli pridobitno delo, razen študentsko,
o kakšnem integrativnem delu oseb s posebnimi potrebami se še danes stanja in ga še danes v bistvu ni. Zakon o družbenem varstvu je zastarel, ne odgovarja več na izzive današnjega časa. Zakon je tudi ni skladen z ustavo, sem tukaj napisal na ustavo, mogoče bi bilo lepše, če bi napisal, da ni skladen z ustavo. Država je tukaj opustila dolžno ravnanje do poprave zakona in še zmeraj ni naredila nič. Tako da toliko o tej tako imenovani opevani integraciji. Leta 2010 sem začel kot prostovolec na Zvezi Sonček. Z obstoječimi dohodki sem čedalje težje živel. Zakon, ki ne bi me ščitil, je padel na svojem principu v popolnosti. Ukrepam takoj, ker takrat zakon od urejanja trga dela je omogočil, da se tudi osebe po družbenem varstvu vključijo na trg dela, ne kot brezposelne osebe, ampak kot iskalci zaposlitve, hvala Bogu. Zveza Sonček izrazi potrebo, da se vključimo v določene projekte. Takrat je obstajal program APPČ, Info., vodene skupine, samo pomoč pri sodelovanju pri izvajanju izobraževanj in po posvetu z vodjo kadrovske službe Zveze Sonček se odločim, da je zame najprimernejši status zaposlenega po institutu javnih del. Na CSD Moste Polje tako to tehnično gre, ker ni prehodnega zakona, ki ga mi čakamo že 10 let. Reče se mu zakon o socialnem vključevanju. Zato sem v bistvu tehnično naredil tako, da sem na CSD Moste Polje Ljubljana naredil dopis po ukinitvi statusa, odpovem se pravici do pritožbe, pritožbeni rok je bil odpravljen in tako je učinkovala pač ta odločba. Naslednji dan pa sem v bistvu že na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje podpisal pogodbo o zaposlitvi. Zdaj nekako bomo pogledali še na hitrco, ker nas čas najbolj vaše. Od življenja v instituciji 5 let sem bil v Stari Gori, 9 let v Lipari, 8 let v Kamniku. Preko mestnega obdobja življenja stanovanjske skupini oziroma prebojnem stanovanju Zveze Sonček. Potem sem bil v študentskem domu, pa potem spet v prebojnem programu in pa do neprofitnega stanovanja strani javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, kjer sem že v bistvu od 2013. Moje realne potrebe tukaj je nečem ven sarkastično. Jaz imam rad v bistvu nečem močnejše ženske, zato se v končni fazi moje realne potrebe ženska, ki ima tam 150 gramov, od 33 do 55 let, ne glede na status invalidnosti ali podobna okoliščina. Ja, bom nekaj ga lepo po stranem nebu, pa sem žal preveč invaliden za te zadeve, pa sanjam, sem skupaj Jonatan Linijsko ga let. 2-krat na leto obvezno hočem Bora, to se pravi tam raj na zemlji, pa biti vodja izobraževanja cerebralcev. Jaz lahko to rečem, ker sem tudi sam cerebralc, ne bi reč, ker to vas ne bo dobro sprejeli. Zdaj v bistvu predsodkov si pač ne moram prvoščiti. To je moj pač ideal. Glede, to je prva črnka, ki je dobila Oskarja za naslavsko vlogo Blow in the Wind. Je črna, je baročna, je pametna, lepa, kaj boljšega še jaz v bistvu hočem. Tako da, zdaj pa nečem najemno interesno. Moje potrebe in rešitve, razvejani in dostopni servis za pomoč na domu, fizična pomoč, zdravstvena nega, gospodinska pomoč, ki bi bil tudi v bistvu finančno dostopen, zdravstveni program za odrasle s cerebralno paralizo, specialistična obravnava, fizioterapija in pripomočki za večjo samostojnost od druge. Ustrezna finančna podpora, ta je v bistvu najbolj pomembna, no money, no funny. In no money, če ni no money, pa tudi ni no funny na tako imenovani deinstitucionalizaciji. Končno si moramo priznati, da tudi tisti, ki ne jejo, tako kot pravi moj kolega Jože Primožič, ki tam sedi, zaslužijo nek dostojen dohodek za preživetje, kar v bistvu 288 evrov nadomestila za invalidnost, pa mogoče varstvenega dodatka še zdaleč ni, da je treba jesti, da je treba v bistvu te ljudi upoštevati in da če se hočemo iti, bomo pač mogli upoštevati, da je socialni svet že zdavne rekel, da je tista meja tam nekje pri 600 evrih in dokler tega ne bo, si jaz mojim kolegicam iz institucionalnega varstva Zveze Sonček niti slučajno ne upam predlagati, da bi šli naprej na tisto tretjo fazo.
Kar se mene tiče, mi smo v bistvu zelo zaostali, kar se te deinstitucionalizacije. Zaradi tega, ker mi smo prišli do tiste druge faze, kjer so v bistvu te stanovanjske skupnosti zelo prisotne, zelo težko gremo pa iz stanovanjske skupnosti, ki je neka oblika še zmeraj institucionalnega varstva, ker to v glavnem v bistvu izvajajo neki društva, zasebniki ali kakorkoli že, na neko tretjo fazo, kjer bi lahko rekli, da ljudje, ki v bistvu imajo toliko in toliko težav, se lahko spopadajo s svojimi instituti na rednem trgu. To je danes praktično nemogoče. Ni denarja. In če ni denarja, v bistvu se tega ne moremo iti. Jaz tu slučajno, še enkrat vprašam, ne v bistvu svetujte, da gre nekdo plavati in jadrat kot galeb s 420 do 450 evri, če so njegovi stroški v bistvu realno na tleh kar malo čez 600 evrov. Tako da tukaj se vse sanje o tem, kako bomo mi deinstitucionalizirani končali. Imamo v bistvu, živim v polju, v sosedski dveh, kjer je ogromno ljudi, ki imajo socialna stanovanja in ti ljudje ta trenutek kar v velikem številu hodijo na Karitas. In ker hodijo na Karitas in vidim ljudi, ki imajo zelo velike težave in si mislim, ali nismo sposobni narediti nekaj boljšega, ali nismo sposobni v bistvu priznati neko dostojanstvo ljudem, ki imajo v bistvu še večje težave, kot jih imam jaz. V končni fazi jaz se bom obrnil, jaz sem, če ne drugega, sem po domače govorc, imam precej dobro izobrazbo, nekako se bom enkrat že obrnil. Ampak da bomo pa v bistvu res želeli tisto, kar želimo, bomo pa v bistvu mogli še marsikaj postoriti. Jaz se vam v bistvu na tej točki zahvaljujem, šel sem kadem sibirski brzo vlak mimo, jaz upam, da nisem preveč prekoračil. Jaz mislim, da so to neke dileme, na katere v bistvu moramo danes odgovoriti. In jaz mislim, da ko bomo to odgovorili, bomo že pol naredili. Jaz se vam najlepše zahvaljujem. Spoštovana publika, rad bi prebral nekaj besedil, kar sem prebral v meni mojega življenja. Upam, da bomo to razumeli. Želel vam prebrati nekaj besedil, ki sem napisal mojo pravico in mojo sodelavko. Ko sem bil še majhen, sem bil 4 leta star, še sem od doma v družini, smo bili zelo bogi. Nismo imeli nič denarja, da smo poslužili kruh. Prodali smo meso in druge prilike od živali. Svoje očeta se več ne spomnim. Mama mi pa pravila, da me je dal v hranilnik, ko sem bil še dojenček. Na Hrvaški imam hišo in vila. Ko sem šel od doma, sem bil po radni v Trovah, po cesti Vili, planina Radića, tudi dosti po uličicah. Bilo je strašno, dal sem bil elektrošoke, brežo pičance. Pusili so me jopiti vse, so me imeli. Potem sem bil tudi 1000 let v Hrvašicu, tudi tam je bilo slabo. Enako za brežimi pičancami. Ko sem bil skorcem še prišel ven, tam znal lika, zelo imam rad. Ne morem biti bez nje, dosti mi je pomenila življenju. Njena prijateljstva zdaj sem že 4 leta v Ljubljani. V Ljubljani mi je zelo fajn, ker sem svoboden. Hodim lahko kamor hočem. 6 let, ko sem znal okrog. Sprehajal se pogovarjala. Ona mi je velika župa, potem tam je se dogajala. Imam tudi prijatelje, Asijo, Dragalo, Samo in še druge študente. Ti sem jih planila, potem socialno delo, ki mi je tudi sicer lahko na morje, na zabavo, lahko se odredili s prijatelji. Zdaj pa me hoče sodišče in socialna, ki zdaj tukaj, in v bistvu socialni del, ki so me obljeni tukaj, me spravili iz
iz Tirola v Izdaju v Kragujevac na zaprni let za 6 mesecev. To se mi je zelo slavo. Ne morem spati zaradi tega. Hvala lepa, Višo, za hvala lepa. Vsi dobro razumeli, pa bom jaz še enkrat prebrala njegov govor. Ko sem bil 4 leta star, sem šel od doma. V družini smo bili zelo bogi, nismo imeli nič denarja. Da smo služili kruh, smo prodajali meso in druge pridelke od živali. Svojega očeta se nič ne spomnim. Mama mi je pravila, da me je dal v hladilnik, ko sem bil dojenček. Na Hrvaškem imam hišo in vinograd. Ko sem šel od doma, sem bil po raznih ustanovah po celi Sloveniji. Planina, Radeče, tudi dosti po norišnicah. Bilo je strašno. Dali so mi elektrošoke, pa mrežo, ključavnice in prisilni jopič. Vse so imeli. Potem sem bil tudi 30 let v Hrastovcu. Tudi tam je bilo slabo. Enako z mrežami in ključavnicami. Ko je bil izhod, sem prišel ven in tam spoznal Niko. Zelo jo imam rad. Ne morem brez nje biti. Dosti mi pomeni v življenju njeno prijateljstvo. Zdaj sem že 4 leta v Ljubljani. V Ljubljani mi je fajn, ker sem svoboden, hodim lahko kamor hočem. Všeč mi je, ko se z Niko okrog sprehajava in pogovarjava. Ona mi veliko zaupa v tem, kar se mi dogaja. Imam tudi prijatelje, Asjo, Dragano, Sandro in druge študente, ki sem jih spoznal na fakulteti za socialno delo. Všeč mi je, da sem šel lahko na morje, na zabavo in da se lahko družim s prijatelji. Sedaj pa me hoče sodišče in socialna Trbovlja dati nazaj v Hrastavec. Na zaprti oddelek za 6 mesecev. To se mi zdi slabo in zaradi tega ne moram spati. Hvala. Da spregovorim o deinstitucionalizaciji domačih glasova. Sem malo pozabila na to temo, potem pa, ko je bilo že blizu. In ko sem se poljubila vase, sem napisala tole zgodbo v afektu. Sigurno je to en majhen segment mojega življenja, zato Sonček opravičilo, mislim, da sem menila, 4 leta sem bila v bivalni skupnosti in zaposlena pred pokojitvijo. Tale zgodba je bila napisana in sama sem bila presenečena z emocijami, ki so me prežele po tolikih letih, da sem podoživela tisto, kar se mi je dogajalo v otroštvu. Čeprav že tega dosti časa, pa mislim, da bistvenih razlik od takrat pa do danes ni in da ne bi šla v epsko širino, sem se stvarkrat zapisala. Pred kratkim sem bila strani Društva za teorijo in kulturo hendikepa JFD povabljena, da na tem posvetovanju spregovorim kot oseba s težkim hendikepom, že od hendikepom že od rojstva, o pereči problematiki življenja v inštitucijah. Nimam nobenih statističnih podatkov, ki je ta zdaj, ko je bilo prej omenjeno, ali drugih primerjalnih podatkov, nikoli nisem prebrala študije o tem. Edino, kar lahko povem, je moja lastna izkušnja, ki me je sicer zaznamovala kot borko za pravice hendikepiranih, obenem pa pustila v duši marsikatero brezdočino. V času moje generacije, letnik 1950, ni bilo možnosti izvajati rehabilitacijo, iti v vrtec, se vpisati v osnovno šolo ali se poklicno šolati v rojstnem kraju, krogu lastne družine, kar naj bi bila človekova pravica in pravica vsakega otroka, hendikepiranega trdim še bolj, ker potrebuje več suporta in ljubezni, zagrajenih samozavesti in lastno rast, da bi se v življenju lažje spopadal s problemi, ki mu bodo vsakodnevno stali na poti. Mislim, da se ne motim in da se skupino težko prizadetih otrok še danes ni veliko drugače poskrbljeno. Meni so šele pri 3 letih postavili diagnozo in povedali mami, da veliko ne upa, če pa ostanem doma, da niti v šolo ne bom mogla hoditi. Hitro po tej ugotovitvi naj je tudi oče zapustil,
Ker mama ni pristala na eksperimentalno operacijo na možganih, za katero se je navdušil po predlogu zdravniškega para, ki sta trdila, da bom potem lahko hodila. Po ločitvi in kot samohranilka tedaj res ni imela druge možnosti in še to z veliko napora in zapletov me je predala v Staro Goro bolnico pri Šempetru. Moja prva izkušnja po prihodu je bila groza ob spoznanju, da bom ostala sama, ker so me takoj prevzeli in osamili stran od drugih otrok. Leta 1956 je bila v celotni takratni Jugoslaviji ta bolnica edina ustanova, ki je sprejemala prizadete prešolske otroke. Moja zaprepadenost je bila še večja, ker nisem bila iz Slovenije in nisem razumela niti ene besede. Pravzaprav nisem razumela nič, kar so mi govorili. Pred odhodom domov drugega dne v času kosila so me odnesli v sprejemno sobo, da se še enkrat poslovim od mame. In ker sem netolažno jokala, mi v trenutku nemoči obljubila, da me bom vsak dan obiskovala. Ker je bilo to neizvedljivo in ker drugi dan v času kosila in vse naslednje dni ni prišla, sem odpovedala jemanje hrane in nihče me ni prepričal, da bi pojedla in sam zavljala. Osamili so me v posebno sobo, ker sem dokaj oslabela in mi dejali nekakšne injekcije. Na intervencijo vodstva bolnice je lepega dne prišla teta. Teta mama ni mogla zaradi službe in me prepričala, da ne more iti domov, ker bom samo tako lahko shodila, če bom ostala v bolnici in če bom mogljiva in pridna. In bila sem pridna tako, da so me namesto domov po 2 letih jih bo premestili v takratni dom invalidne mladine v Kamniku. Čeprav sem pred mnogi noči prejokala razkrivaj in upanju, da bom enkrat zavedno, kot smo vojaci med seboj govorili, odšla domov. Pred odhodom v dom invalidne mladine sem imela prvo operacijo na nogah, pozneje jih bilo še več, vendar nobena ni prinesla željene ozdravitve. Posebej so me zaznamovale nedelje, ko so bili obiski in se nisem imela kam skriti. Mene je mama lahko obiskovala samo za 1. maj in 29. november, ko so bili državni prazniki. Domov sem hodila samo v velikih počitnicah, poleti za 1 mesec, ostali gojenci, ki so bili blizu doma, pa tudi po zimi. Še danes ne morem razvozlati dilemo, kdaj je bilo bolj hudo. Ali po maminem obisku, ali takrat, ko je ni bilo. Celo osnovno šolo sem bila pridna, odlična učenka. Vpis v redno gimnazijo v Kamniku pa sem odpovedala na celi črti. Šema se je podrla, vse je izgubilo smisel, enostavno se nisem mogla videti v tako imenovanem normalnem svetu hodečih, ker je bilo praktično nič možnosti, da bi sploh lahko kdajkoli karkoli delala. Tudi arhitektonske bariere so bile velika ovira za osebe na invalidskem vozitku, da o tistih v glavah raje ne govorim. Cela ta otroška in mladostniška izkušnja opije k temu, da noben otrok nikoli ne bi smel biti iztrgan iz družinskega zavetja. Situacijo bi morali obrniti v korist otrok in samih staršev, ki so že po naravi dogodkov dovolj izgubljeni in prizadeti. Morali bi jim nuditi strokovno, materialno in pomoč v asistenci, da ne bi zboleli in pregoreli, ne pa da se praktično morajo odreči in odtujiti od lastnih otrok. Na koncu balade, ko misliš, da je vse nepričakovano za teboj, se zgodi obratno boleč dogodek. Odhod iz zavoda in ponovna vrnitev v domače okolje. Odideš kot otrok in vrniš se kot odrasla oseba. Pri meni je bil ta razpon odtujitve celih 15 let praktično skoraj četrtina življenja do sedaj. Hrepenjenje se je po vrnitvi spremenilo v moreče vprašanje. Kdo sem jaz, v tem novem okolju, tujka, vesoljka, ki je padla z Marsa, deležna usmiljenih, vprašljivih pogledov, brez znancev, brez
prijateljev, ponovno sama. Potrebovala sem 7 let intenzivnega branja in poglabljanja vase, da sem prebudila svoj zvedavi duh, se ponovno usmerila na učenje in usodo obrnila sebe v prid, tako da sem nadoknadila vse odprej zamujeno. Leta 1996 sem pristopila k društvu EHD, ker so zastopali načela, katera so tudi meni blizu, in kmalu, ko sem ostala sama, sem med prvimi porabniki dobila osebno asistenco vse do danes. To je polnih 18 let. Od takrat že vsa leta bijemo bitko za pravico, ki je drugim ljudem samoumevna in z rojstvom podarjena. Pravico do odločanja o lastnem življenju, človekovo elementarno pravico, da življenje ne podrejaš drugim ljudem in sistemu po principu zavoda za starejše občane, ampak da neodvisno, predvsem neodvisno, samostojno in odgovorno ter v skladu s svojimi željami in potrebami živiš s pomočjo osebne asistence, družbeno koristno in zadovoljno življenje. Prijateljica, ki je lahko hodila samo z upornicami, je padla in se hudo poškodovala. Med čakanjem na operacijo roke si je za hude denarje 1300 evrov, morala si tudi sposoditi, plačala en dober mesec bivanja v domu starejših občanov, ker v tistem trenutku ni imela druge možnosti. Čeprav ni bila nikoli inkontinentna, so jo takoj po sprejemu povili v plenice. Če tudi je imela takoj sobi popolnoma prilagojen WC. Zaradi upravljanja velike potrebe pod sebe je še dober čas po odhodu iz doma imela hude probleme z vnetjem mehurja. Če je takrat jaz ne dala svojega starega vozička in za vsako spremstvo do jedilnice ali v sobo prinešeno v rok morala posebej plačati. Ponižala in užaljena zaradi vsega, kar je tam doživela, se je zarekla. Po domače rečeno, da bo praskala z rokami in nogami, samo da nikoli več se ne bo vrnila tja. Zaenkrat sem hvaležna, da nimam te izkušnje, čeprav poznam kar nekaj ljudi, ki so bili v pomanjkanju alternativnih možnosti v cvetu mladosti nameščeni v domove za upokojence. Kot smo nekoč govorili, sedaj se malo lepše reče domovi za starejše občane. To se mi zdi tragedija za mladega človeka in popoln poraz sistema za tako imenovano socialno državo. Inštitucija pomeni stagnacijo, konec iniciative, konec borbe, v osnovi pa je nazadovanje ter počasno umiranje. Vsak človek naj bi imel pravico do izbire, kako in s kom bi živel. Neodvisno življenje s pomočjo osebne asistence je tista izbira, ki nam daje možnosti, priložnost in končno je tudi človekova pravica zapisana v dokumentih Organizacije združenih narodov. Hvala.